recimo sladkorja ni bilo in pol je moja mama enkrat kupila večjo količino sladkorja in smo ga imeli pol v enem takmu žaklju v stanovanju in smo ga pol šibali iz ene sobe v drugo, da se ne bi ta sladkor pokvaril, ker smo ga imeli več, ker ga ni zmanjkalo, ga je potem in potem, takrat, ko smo pol malo več nabavili, da ga nam bo še kdaj zmanjkalo. Kar se tiče hrane, kasneje so bile recimo trgovine, to več ali manj privat, in je mama hodila po ole iz steklenico, pa so nalili. Ne? Pol, kar je bila marmelada tudi v takih velikih zabojah in se je tista tudi kar rezala pa na vago dajala. Ne? Ni bilo tega, koliko je zdaj kar vse zavit, pa tak je bilo treba vse. Ali pa mlek smo hodili, mi smo rekli kangelca, ne? Smo hodili v en mlekarna, smo rekli, in tam je ena ženska nalivala sproti vse. Ne? Tako da ni bilo nobene take ambalaže, koliko je zdaj. Ne? Moka, sladkor, to se je vse iz velikih pakong prevagalo in pa si nesel tiste papirnate škrnicle, ne, se je rekli domov. Nosil si v tistih mrežastih, rekel, taki cekari so bili ali pa tisti pleteni, ne, ni bilo polnilnih vrečk. Mleko se je iz ta velikih, rekel, tistih 20-30 litrskih kangel se je pol zajemaš, lahko dolgo zajemalko si v tisto svojo kangelco dobu pa nesel, ne. Olje se je ponavadi tudi v svojo flašo, steklenico naložil, pretočil. Potem v kasnejšem času je prišlo pa že do tega, da si lahko enkrat na mesec pri teh trgovcih oziroma trgovkah z seznamom, ki si ga doma napisal, kaj rabiš, predal tam in ti je pol mogoče čez en dan neki pomočnik, tisti trgovski, pripeljal s triciklom na dom, rekel, rečemo eno mesečno zalogo tistih nepokvarljivih artiklov, ne, ker olje, mleko je pokvarljivo, no, tisto, kar je lahko za daljšo dobo počakalo, ne. In tisto, kar je bilo pa pokvarljivo, ne, to se pravi kakšno maslo, mleko, potem če si kupil meso, ne, seveda se je kupil samo za tisti dan ali pa največ za naslednji dan, ne, ker hladilnikov ni bilo, je moja mama zavila v okisano kuhinjsko krpo in je to dala v kopalnico tamle pod banjo, tam je bilo ponavadi najbolj hladen del, ker je bil po tleh kakšen terac ali kakšne ploščice in je pač dočakalo kuhinjski lonc, ne, v naslednjem dnevu. Ja, takrat ni bilo, ali pa kvas, ne, iz tela nitko se je odrezal, nekaj vle to velik, ne, pa ga je na vago dala, pa ga nesel domov. Ne. Ni bilo tako kruha, da bi ga kupovali tako kot zdaj, sploh ne. Smo ga sami pekli. Je mama sama delala in smo ga nosili peči v pekarno. Smo imeli take štručnice, je mama naredila kruh, smo ga dala v štručnico, da je shajal, potem sem ga pa jaz nosila v pekarno peči. Kar je bilo pa hrane, pa pozim hladilniku ni bilo takrat še in ko smo zaklali prašiča, smo posušili nekaj in tisto, kar je bilo posušen, prekajen, je bilo pol spravljeno v kamin. Mi smo imeli tak zidan kamin, se je dal noter na kuriše zavite salame pa meso, vratca priprta in da je šel zrak skozi, da je bilo to suho, da ni plesno ratal, ne. Kar je bilo pa krvavic, pa take stvari je bilo pa na podstreh obešen, ne, da se je to, ki je bilo pozim zmrznen, da se je ohranjal, ne. Pa recimo takrat, ko smo imeli koline, smo nesli tudi okrog znancem, da smo pol dobili nazaj, ko so pa kasneje recimo klali, ne, pa je spet to frišno bilo za nas, ne, kot da se je to pol s tem manavala hrana, da je to bilo dalj časa, ne.